Pred 50 leti so tedajni obrtniki čutili potrebo po združenju, da bi bili močnejši napram državi. Zdaj je minilo že skoraj pol stoletja oziroma pol stoletja in zaradi tega se nam zdi prav, da pustimo en pečat zanamcem. V teh 50 letih ali pa bom rekla v zadnjem obdobju so nekatere obrtne dejavnosti že del zgodovine. Nekaj pa jih tudi že v izumiranju. In prav zaradi tega smo se odločili, da naredimo v septembru mesecu razstavo fotografij obrtnih poklicev naših članov. To nam je kar uspelo in tukaj lahko vidite, imamo 48 izbranih fotografij, katere predstavljajo obrti nekoč in danes. V čem je pravzaprav poanta? To so deficitarni poklici, ki pa so potem iz leta v leto počasi izumirali. Ja, lahko tako rečem, da zdaj ni več poklicev čevljarja, Radovljici sploh nimamo čevljarja, potem krznarja nimamo, potem tudi strojarja. Značilno za radovljiško občino je kolar, vemo, da tudi kolarja ni. Imamo tukaj sicer razstavo fotografije od našega kolarja, ki pa se s tem ukvarja le ljubiteljsko. Kovač je tudi že v izumrtju, tako da je kar nekaj poklicev. V zadnjem času pa v Radovljici opazujemo drugačno obrt, kot na primer obrt iz brona. Ja, obrt iz brona, to se mi pa zdi, da tudi dela ena obrtnica, vendar žal ni naša članica. Mi smo želeli predstaviti naše člane, to se pravi tiste člane, ki od prostovoljnega članstva v začetku leta 2014 so pripadni naši zbornici, se pravi, da plačujejo članarino. Veliko se jih je v tem času tudi izpisalo, ker so pač smatrali, da jim zbornica ni potrebna. Mi pa se res trudimo in želimo dokazati, da temu ni tako. Podjetniki menijo, da so članarine, ki so jih plačevali na obrtni zbornici, previsoki. Ja, zdaj imamo 3 kategorije članarine. Se pravi, če se ukvarja z umetnostno obrtjo, plačuje najnižjo tarifo 10 evrov, če si samozaposlen 18 evrov, če pa imaš enega ali več zaposlenih pa 27 evrov. To predstavlja za tiste večje obrtnike, ki imajo več kot 5-10 zaposlenih, ni tako velik strošek, ampak za samozaposlenega oziroma za tistega, ki sam ne more delati, pa ima samo enega zaposlenega, mu pa 27 evrov mesečno predstavlja kar nekakšen strošek, se pravi v letu dni je to 300 evrov. Čeprav mi za 300 evrov nudimo članu ugodnosti oziroma če izkoristi vse seminarje, vsa predavanja, delavnice, ki jih nudi obrtna zbornica našim članom, potem da ne omenim še razne kartice, mozaik podjetnih, na tudi razne ugodnosti, lahko član zasluži več, kakor pa da članarine. In kakšne obrti še obstajajo v radovljiški občini? V radovljiški občini obstajajo še mizarji, kovači, potem imamo kleparji, rodjarji, potem elektrikarji, vodovodarji. V glavnem so poklici, so še vedno, ampak so vedno v iskani. No, čeprav pa v zadnjem času se malo to stanje popravlja, torej se vračajo tudi ti deficitarni poklici nazaj, tudi mladi se že odločajo za to po osnovni šoli. Ja, se mi zdi, da je večno, da tudi v šolah vedno bolj osveščajo starše. V prvi vrsti je treba osvestiti starše, da potem otroku zna obrazložiti, kaj to pomeni poklic. In se mi zdi, da je v letošnjem letu že več vpisa v te poklicne dejavnosti,
ker v prejšnjem šolskem obdobju 2016-2017 je bilo razpisanih v Sloveniji približno 200 šolskih učnih mest, medtem ko je bilo prijavljenih samo 50 dijakov, ki so bili zainteresirani za poklice. V letošnjem letu se mi zdi, da je malo boljše, da je večje zanimanje za poklice. Jaz upam in želim, da obrtni poklici ostanejo, ker se mi zdi, da je potrebno tudi uslužnostno dejavnost obdržati.